Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo danes govorili o gradbeništvu in navidezni resničnosti, poskusili pojasniti razlike med navidezno in razširjeno resničnostjo ter razjasnili, kako se gradbeniki znajdejo v teh temah. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdrav, Matevž. Danes ima pa zelo zanimivega gosta in upam, da bo pogovor tekel mogoče bolj v smer informacijsko-komunikacijskih tehnologij in manj o BIM-u. Skratka, najin gost je Zlatko Vidrih. Pozdravljen, Zlatko. Pozdravljena. Živjo. No, Zlatko, lahko za začetek nekaj malega poveš o sebi. Ja, torej, po šolanju sem gradbenik, sem diplomiral in doktoriral na IKPIR-u, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Doktorat sem opravil kot mladi raziskovalec na podjetju PNZ svetovanje in projektiranje. Ampak med študijem sem veliko delal tudi na podjetju CGS, kjer sem pod mentorstvom Iva Žagarja pomagal razvijati razne dodatke za AutoCAD, Revit, Navisworks in podobno, ter tudi kakšne samostojne aplikacije za posebne naročnike. Po koncu študija sem programiral za ZAK neke aplikacije in tako naprej. Precej programerskega ozadja, veliko manj kot projektantskega. Super, v bistvu takšne goste si želimo, v bistvu skratka gradbenik s tem, da si zajadral očitno v programerske vode nekje. Kako je sploh mogoče za zgodovino, v bistvu, kako je sploh do tega prišlo, da si začel že med študijem na CGS-u delati? Na CGS-u so iskali sodelavce, meni se je zdelo to zelo zanimivo, ker nekako računalništvo me je zanimalo. Sicer nisem imel veliko programerskih izkušenj, ko sem prvič prišel tja. Mislim, da prva naloga, ko so mi dali, je, da naj naredim novo mapo. In to mi je vzelo po moje 2 dni. No. In ko sem prišel tja in rekel, da mi je vzelo to 2 dni, so malo čudno pogledali, ampak so rekli, če me to veseli. In sem rekel, da je bilo fajn. In so mi ponudili službo. No. Tako, študentsko od začetka, ampak je pa to šlo, ker vemo, kako je. Saj na gradbeništvu imamo neko začetno informacijsko šolanje, ampak nekako to vzamemo kot enega od predmetov, bolj kot nekaj praktično uporabnega. Ampak danes si pa res ne predstavljam, da ne bi čisto vsake stvari sprogramiral, rajko iskal, če obstaja že kakšna rešitev, kar bi mogoče mi včasih rešilo, oziroma prišparalo nekaj časa, ampak ob tem se zabavam. Ne. Tudi sudoku mi je bolj zabavno res program, da reši sudoku, kot rešiti sudoku. Recimo. To se vidi pravi programer, vsaj po duši, če ne drugače. Mene pa nekaj druga zanima. Omenil si sam, da si diplomiral in doktoriral na IKPIR-u, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ampak koliko pa to, da te so tvoje doktorske naloge potem zanesli v potresništvo? Je to bilo bolj prilika ali te vse tudi to zanima? Tako bom rekel, jaz preden sem prišel na gradbeništvo, so me zelo fascinirali, takrat je bila ta avtocestna gradnja zelo v pogonu, pa vsi ti novi mostovi, ki so se takrat projektirali, pa sem si zelo želel projektirati mostove, recimo. No. Ampak pa na teh Pfeifferjevih predavanjih, varstvo pred naravnimi nesrečami ali nekaj podobnega, so me pa potresi in projektiranje, ta potresno varna gradnja nekako bolj začela zanimati. Tako da pol nekako, ko prideš enkrat na IKPIR, si tudi na informacijsko-konstrukcijski smeri. Tako da pol nekako je vse skupaj se lepo sestavilo, tako da sem vse svoje recimo konjičke združil v eno zanimivo celoto. Spravi od projektiranja, ukvarjanja z mostovi in potresništva. In tudi precej nekih programov sem naredil ob tem za svoje lažje delo.
Pol si se tega programiranja, sicer pač nekaj si se očitno spoznal s tem na faksu, pri najbrž računalništvu in informatiki, ampak ti si najbrž bilo tako, glih toliko, da je spoznavanje, vse ostalo si pač najbrž sam pomatral in se naučil iz knjig. Sam, pa pač na CGS-u je bilo precej lepih primerov, ki so mi prišli prav, predvsem, ne vem, če nisem 100.000-krat izračunal zveze med momentom in ukrivljenostjo, za razne prereze, če pač ne bi tega zautomatiziral, če sam ko enkrat imam armaturni načrt narejen, da mi avtomatsko izračuna pač nelinearne lastnosti stebrov ali pa pač elementov, bi verjetno še zdaj tisto računal. Tako da, če imaš enkrat AutoCAD model, pač prebereš podatke ven, lahko tistim črtem tudi v AutoCAD-u, nekako s nekim programerskim znanjem dodaš, ne bom rekel BIM, ampak malo več kot sam CAD, ki pač lahko pravi tudi statično analizo ven, brez da bi pač neke bolj napredne programe iskal. Takrat jih verjetno niti še ni bilo, no. Mislim, da Revit je prišel šele kasneje, pa pač vsi drugi ti programi, SAP, pa to so imeli takrat precej nerodne risalnike prerezov, tako da je bilo veliko bolj enostavno, če si imel pač neko grafični vmesnik, ki si ga sam prilagodil pač ozadje izračuna. V čem si pa programiral takrat, v katerem programskem jeziku, pa v čem danes programiraš? Različno je bilo, ja. Takrat se je pač začelo z Visual Basicom, VBA, pa tako naprej, tudi Lisp v AutoCAD-u. Zdaj v zadnjem času sem pa precej pač v C# pa v .NET-u, karkoli je. Tudi C++ je bilo potrebno znati za programiranje elementov v OpenSys-u pa tako naprej. Se pa po moje vsak dan srečam z novim programskim jezikom, ki ga pač probam vsaj malo razumeti, če že ne narediti pač doktorat iz njega. No. Tako sej, ko enkrat veš, kaj je ideja, je zelo hitro pač sintakso dojeti. Se strinjam, ampak po vsem naštetem sklepam, da si še vedno na Windowsih in nisi šel v kaj drug. Ja. To je bilo pa večinoma 90% je bilo na Windowsih, ja. V redu. Skratka, najbrž bi lahko še veliko debatiralo o samih programerskih koreninah, pač kako si v bistvu prišel do tja, kjer si danes in danes pač delaš nekje, čemu se reče GoTouch VR. Zdaj ta VR v bistvu očitno pomeni virtual reality, ker pomeni navidezna resničnost. No, s tem povezano imamo še eno drugo kratico, ki se pogosto pojavlja, to je AR, ki pomeni pa augmented reality, oziroma po slovenske pač več verzij, ampak recimo, da je razširjena resničnost, tista mogoče največkrat uporabljena. Mogoče namesto, da jaz debatiram o tem, pa ali pa Robi, mogoče ti pojasniš, v čem je zdaj razlika med VR in AR. No, bom najprej v par korakih razložil, kako sem prišel iz gradbeništva do AR/VR-ja. Torej, najprej pač prva služba po gradbeništvu je bila na naravoslovno-tehniški fakulteti, kjer smo imeli projekt izdelave, recimo temu, robotske človeške proteze, ki bi lahko čutila. In s tem sem se jaz nekako seznanil s haptiko, se pravi z dotikom in dejansko nekim navideznim dotikom, dotikanja pač virtualnih navideznih objektov. In potem pač sem nekako zaplaval v te vode in se je ponudila odlična priložnost na fakulteti. Pač zanimivo je spet za gradbeništvo, ampak cilj je bil pa razvoj haptičnih zaslonov na dotik. Se pravi, zaslonov na dotik, kjer namesto sam stekla ali pa samega vibriranja zaslonov lahko nekako spreminjamo trenje na steklenem zaslonu in s tem čutimo neke teksture ali pa gumbe, ko drsimo po zaslonu. In pač po par letih sem spoznal kar nekaj ljudi v tem področju in videl sem, da pač
je ta haptika zelo majhno okolje. Mogoče, ne vem, par sto strokovnjakov na svetu, ki dejansko to počne. In s tem boomom navidezne resničnosti, predvsem v zadnjih 2-3 letih, se nam je porodila ideja, oziroma smo ugotovili, da pač teh audio-video je zelo impresiven, ampak smo hitro razočarani, ker vsega tega, kar vidimo, pač ne moremo dotakniti. In tako da smo pač nekako se zbrali 4 zanesenjaki iz prejšnjega projekta, ker smo se ukvarjali z zasloni na dotik. In pač imamo enega eksperta za mehanotroniko in robotiko, ter drugega, ki je pač malo bolj specialist z, kako bi to prevedel, machine-human interface, se pravi stroj, človek, vmesnik. Interakcija med človekom in strojem. Tako. In ko smo se pač zbrali, smo rekli, da imamo pač in programersko znanje in pač neko hardversko znanje, tako da smo lahko nekako sestavili to celoto. In ravno zdaj se je iztekel ta CES v Las Vegasu, kjer so predstavljene nove tehnologije, ker smo bili tudi mi s tem podjetjem, oziroma startup, Se pravi, je tako mlado podjetje, 4 smo, kjer smo pač nekako tudi po pričevanju drugih, ki so to proveli in iz tehnologije, med drugim so tudi vsi veliki proizvajalci teh virtualnih očal prišli in se zanimali za sodelovanje, od Oculusa, HTC-ja in Sonyja s njihovim PlayStation VR-om. Tako da kdor se s tem ukvarja, ve, da dotik manjka za pravo uporabniško izkušnjo. Torej, za samo zmedo med VR in AR se pravi med navidezno resničnostjo in razširjeno resničnostjo, je pa nekako, bom rekel, ni čist diskretne meje, ampak je nekako zvezno. Na eni strani imamo zelo virtualno, se pravi navidezno resničnost, na drugi pa pač resnično resničnost. In že primer, če vzamemo neka vizualizacija stavbe v naravnem okolju, ali pa če veliko vidimo kakšne vizualizacije novih cest, kjer so položene v dejansko okolje, že to je recimo razširjena resničnost. Mladina verjetno pozna Pokémon Go, kjer je tudi razširjena resničnost. Se pravi, v dejanskem okolju vidimo nek navidezen objekt, na drugi strani pa imamo virtualno resničnost, kjer je vse navidezno. Se pravi, recimo neka računalniška igrica ali pa sam model v AutoCAD-u je navidezen. Ko pa ta model vzamemo in ga postavimo v resnično okolje, pa pač dobimo razširjeno resničnost. Ko je nekako enostavna razlaga med obema resničnostma. No, in v tem vašem startupu se vi ukvarjate s haptiko, kar si že pojasnil, kaj je, ampak zdaj glede na to, da je bil ravno sejem v CES-u, sejem CES v Las Vegasu, pa da ste predstavljali neke prototipe, kaj pa recimo od haptike lahko vi zdaj ponujete od dotika? Ne vem, kaj občutek toplote, kaj lahko zaenkrat že ponudite? Dejansko, kar je obstajalo do zdaj na tržišču, so predvsem neke vibracije. Se pravi, že vsak telefon, ko ti zavibrira, že 20 let, to je dejansko neka osnovna haptika. Mi pa smo rekli, da te vibracije so sicer zanimive, ampak mi bi radi simulirali resničen dotik. Se pravi, simulacija pritiska na gumb ali pa virtualno tipkovnico, ker dejansko lahko čutimo pritiskanje tipk. Ali pa interakcija z objekti, recimo, če bi imeli Lego kocke virtualne, bi jih lahko prestavljali, pa nekako čutili
ne sicer teže, ampak nekako kje so, pa kam jih damo, pa tako malo vodenje. Sama haptika ni nujno, da je samo dotik, se pravi, zdaj nekaj držim, ampak nas lahko tudi vodi, ne? Se pravi, recimo, če bi risal nek 3D objekt, pa ne vem, kam bo snapnila, recimo, da je to beseda, naša črta ali pa nekaj, bi nam ta, recimo s haptiko bi lahko dobili potrditev, da zdaj smo na pravi piki ali pa tako naprej, se pravi točki. Tako da je pač več nivojev, kjer nam haptika lahko pomaga pri načrtovanju, recimo. Ja, najbrž je cel kup takšnih aplikacij, ki bi vsaj delno profitiralo v bistvu, oziroma bilo boljših, oziroma lažjih za uporabo. Predvsem gre za izboljšanje uporabe. Jaz trenutno traumiram, pa Robi niti nisem še, se ne upam reči, zato ker me pa zafrkal, kam tega ta novega MacBook Proja, ki ima gor touchpad, ali karkoli se že ti sreče. Tisti je dejansko navidezen, pač dejansko je monitor, screen je nek. Ni nobenega feedbacka na tistem mestu, ko si nek gumb, ki se ti gor pojavi, pritisno. To je zelo subjektivno, bi rekel. Grozen, mislim grozen. Vse se da navaditi, ampak v bistvu zoprna zadeva, se mi zdi, ker medtem, ko je ta sledilna ploščica, ki je na laptopu, tudi nima, v bistvu nimaš, skratka, ni fizičen pomik, ampak je dejansko s to haptiko v bistvu zavibrira od spodaj in imaš čutiš, kot da si jo pritisnil, V bistvu se ni pa nikamor premaknila fizična ta ploščica. To je zelo fajn, ko nimaš mehanskih delov, pa ti nobena voda ne more notiti, pa tako naprej. Tako. To je to. Tudi v avtomobilski industriji so zelo pač zainteresirani, pa se vgrajuje. Recimo, že če imaš touchscreen, ko ti ni treba ga gledati med vožnjo za nekaj naštimati. Včasih, ko smo imeli stare radije, si lahko menjal postajo brez gledati, ko si čutil gumbe. Sicer imaš lahko to tudi na volanu, ampak recimo, da če imaš zdaj nek velik zaslon, kot naprimer v novi Tesli ali pa tako naprej, si lahko ti svoje gumbe po svoje nastaviš, pa tam vidiš, kje so. Čeprav pač počasi gre tehnologija naprej, pa ti ne bo treba niti ceste gledati, pa lahko tiste gumbe gledal. Ja, to se mi zdi, smo malo v umestnem obdobju, kjer se razvija neka tehnologija recimo za 10 let, max. Pa bojo pa avtomobili tako sami vozili, pa podobni štosi. Zdaj sem se spomnil en intermezzo, čist mimo BIM pogovori na vsega. Ravno danes sem poslušal en podcast, mislim, da je bila Frekvenca X, in je bil en pomislek glede teh samovozečih avtomobilov, da posledica tega, ko bo avti sami vozili, bo tudi manj nesreč in pa bo tudi manj darovalcev organov. To me pa prav tisto šokiralo. To sem se zdaj spomnil. Mislim. Se jih bo manj potrebovali tudi, ne? Ja, verjetno. Recimo. Upam. Recimo, ampak tako je zdaj, ko rekel, pa bomo imeli čas, da bomo tapkali po zaslonih. Čeprav nažalost zdaj tudi nekateri že zdaj to počnejo, pa jim ne bilo treba. Mislim, je pa zanimivo pri tem, ko dosti ljudi, ko je recimo poskušala prototipe na zaslonih za dotik, ker pač si dejansko lahko čutil, ne vem, če si igral Angry Birds, si čutil fračo, recimo tak primer, ko vsi poznamo. So rekli, zakaj pa to, ne? Zakaj? In pač jim vedno poskušamo odgovoriti, da ko je prišla prva televizija, ni imela zvoka, črno-bela slika je bila, pa nek klavir je igral v zadju, pa so vsi bili zadovoljni. Pol pač so dodali zvok, pa so dodali barve, prišel HD, tudi prvi računalniki niso imeli nobenega grafičnega umestnika, pač 30 let so bili ljudje čist veseli, da so tipkali na črn zaslon bele črke in nekaj se je v zadju zgodilo. Pač, ko enkrat to poskuši, saj jaz, mi je zelo nerodno politi nazaj na nekaj brez tega, ker hitro vidiš, da
da je izboljšana vrednost. No, tudi recimo že samo tipkanje na touchscreenu je zelo bolj resnično, recimo. Čeprav se da tipkati čisto lepo brez, pač malo popravljaš, pa 3-krat pritisneš črko. Ampak tehnologija gre naprej in pač verjetno čez 15 let ne bomo vprašali, zakaj imamo to. No. Ampak zdaj pa je večkrat vprašanje, zakaj je haptika. No, zdaj, če lahko še mogoče, ko smo glih okoli haptike vrtima, pa bomo mogoče pa prišli, kaj pa VR, v gradbeništvu in podobnih štorijah. Koliko daleč pa je dejansko ta tehnologija? Se to pričakuje, ne vem, iPhone 8, v bistvu, to bo pa imel, ne? Ker zdaj bojo kao po nekih informacijah bojo tisti gumb, home gumb dal stran, ne? Naprimer, ne? A to pomeni, da boš lahko, da boš čutil, ko boš nekaj pritisnil tam? Bolj gre za to, ko drsiš, se pravi, med drsenjem čutiš, ne? Ampak tudi pač sam gumb. Zdaj o tem ne bi, ali bo to iPhone imel, ali ne, po moj iPhone bo imel boljšo kamero. To ima vsak, je pa 100% boljše. Za 2% boljše. Mislim, da so bolj pač Korejci zainteresirani za te tehnologije, pa če bo pri njih to prej prišlo, pa pač avtomobilska industrija je zelo zagnana, tako da touchscreeni tam. Mislim, da pač za same prenosne naprave je to še precej v povojih glede porabe energije in tako naprej. Tam, kjer imaš pa pač avtomobil in dosta energije zadaj, ali pa pač za stacionarne naprave, bom rekel, v kakšnih igralnicah ali pa tako naprej, pa bo kar kmalu, se mislim, ja. No, ampak to zdaj skozi omenjaš pač te zaslone na dotik, pa avtomobilske umestnike, pa to. Ampak na vaši spletni strani sem pa videl tudi, da so predvsem omenjali take tehnologije, kot je Oculus Rift, ker to je pa čisto ena druga vrsta naprav. Kako pa lahko tam haptika, to imate kakšne rokavice, ali koliko je s tem? No, mi nimamo rokavic, ne? Mi imamo pač recimo temu prsten, kjer jih pač lahko daš pač 10 ali pa samo enega. In pač, ko vsak prst pride v kontakt z navideznim objektom, pač reagira in nam simulira približno enak dotik. Torej, gre pa pač predvsem za neko igro oziroma trik, ki pač naredimo našim možganom, no. Ker dolge časa je bilo pač mišljeno, da rabiš čist zelo fiksirano in zelo togo napravo, ki te bo ustavila ob tem, ko prideš do pač objekta. Ker ti recimo, če primerjamo zdaj recimo realnost, ko pridemo do mize, pričakujemo, da se bomo dotaknili nečesa in pol tudi, če zelo pritisnemo, bomo zelo malo to mizo premaknili. Medtem, ko če se dotaknemo zavese, pač pričakujemo nek dotik, ampak vemo, da bomo lahko šli globje not. Tukaj pa pač je bilo zelo zanimivo, ker kar mi ponujamo nazaj je nekaj, kar bi občutil, če bi se zavese dotaknil. Ampak glede na to, da pač da vizualni občutek, se pravi, kar vidimo in slišimo, pa možgani pričakujejo, da se bomo mize dotaknili ali pa nekega zelo togega objekta, tako da avtomatsko roko ustavimo oziroma prst. Tako da mislim, zdaj za zelo precizne simulacije, recimo medicino ali pa tako naprej, seveda tega ne bi uporabljal. Ampak za take bolj zabavne aplikacije pa je presenetljivo dober učink simulacija pač resničnega okolja, se pravi, nam da občutek, da se dotikamo resničnega objekta v navidezni resničnosti ali pa v razširjeni resničnosti. Se pravi, če bi imeli recimo, bom spet omenil Pokemone ali pa navideznega psa, ki sicer skače po naši dnevni sobi,
in če bi skočil pač do nas, bi ga lahko malo pobožali pa tako naprej, recimo. To si zdaj že odgovarjal na eno vprašanje, kako sem ga smel, če je haptika možno v okviru izboljšane resničnosti oziroma te, nismo rekli izboljšane, ampak razširjene, ampak praviš, da ja, tako da ni nekaj omejitev. Ni omejitev. Zdaj, kar se tiče pa gradbeništva oziroma pač načrtovanja, pa seveda jaz vidim velike možnosti z navidezno ali pa razširjeno resničnost, predvsem sedaj v poučevanju. Recimo na Univerzi v Swanseaju zdaj trenutno ustanavljamo tudi recimo katedro za navidezno resničnost, kjer pač lahko pač neke procese gradnje oziroma načrtovanja, sprehod po gradbišču in tako naprej, se da recimo predstaviti študentom, kjer lahko tudi pač nekako se sprehodijo skozi pač brez nevarnosti, ki jih so načeloma prisotne na gradbiščih, pa pač recimo temu tudi nadležnosti za izvajalce. Lahko pač si ogledajo pač potek nekih gradbenih del, recimo. Ali pa predvsem, kjer se zdaj pojavlja v zadnjem času, je recimo z prodajo nepremičnin, kar, če govorimo o BIM-u in življenjski dobi zgradb, pride tudi v poštev, ker se lahko pač načeloma kupec prehodi skozi pač neko nepremičnino, pa si jo pogleda. Isto je pač za poljubnega investitorja, tudi pri načrtovanju novih stavb. Se pravi, trenutno smo zelo zadovoljni z nekimi vizualizacijami oziroma filmom, samo pač uporaba virtualne resničnosti, se pravi, če si damo ta virtualna očala gor, pa zelo izboljša ta občutek, pa tudi pač naročnik si lahko načeloma ogleda pač projekt, pa vidi, ta soba je premajhna. Gradbeniki pa načrtovalci sicer razumemo razmerje v 2D, kako bo to na koncu izgledalo. En poljuben naročnik pa pač, če mu rečeš, da bo soba 5x8 metrov, je tako malo. Mogoče ve, mogoče ne, pol bo pa, ko bo enkrat zgrajeno, bo pa premajhno ali pa preveliko. Tako da to so ene možnosti. Kar se tiče razširjene resničnosti, pa je možno recimo tudi za prave izvajalce, za nadzor gradnje, naprimer, ker lahko pač nadzornik gre okrog, pa dejansko vidi navidezno, se pravi razširjeno resničnost, kaj bi moralo biti tam in kaj dejansko je. Recimo, če je kakšna cev ali pa kakšna elektrika ali pa kakšna armatura, takoj vidi, tle pa 5 palic manjka. Ali pa, recimo, to si izmišljujem zdaj možnosti, ampak to je vse čisto realno možno narediti že s tem, kar imamo danes. Pa, tu imam eno vprašanje. A je tole zadnje, kar si zdaj omenil, a je to v zadnjih letih bil kak močen razvoj ali pa kak bistven preboj na tem področju, ker pri nas na katedri je bila en doktorat je bil na to temo, na temo razširjene resničnosti, in takrat je bilo pač ugotovitev bila, da je ogromno nekih problemov s pozicioniranjem elementov. V bistvu GPS ni dosti natančen, pa imaš pa neke druge metode, ki so pa niso uporabne, pa, oziroma so vsaj zahtevne ali pa zelo drage. A je to zdaj se kaj spremenilo? Načeloma pač se veliko ni spremenilo, ampak recimo že pač projekt Tango od Googla, kjer v bistvu imaš sledenje iz naprave ven, ne pač z zunanjih senzorjev napravi. Lahko hitro prepoznaš objekte in vidiš, kje si, ampak tudi s zelo enostavnimi pač sledilci se, recimo, že če par črtnih kod ali pa QR kod sprintaš, pa jih postaviš v okolje, se lahko zelo natančno spozicioniraš. Tako da to mislim, da ni velik problem več. Ja, vse tiste, kar si omenil, vse tiste težave so predvsem izvirale iz dejstva, da je bilo tako.
celoten sistem je bil v tistem primeru tako off the shelf, se pravi, vzeti komponente, ki obstajajo, čez to prepopati BIM model in upati, da bo ta BIM model se pojavil v nekem spet splošnem AR programu, kot je Layer. In jasno, da pol, ko je bil ta model pač dejansko postavljen na neko koordinato in nisem imel sploh možnosti v bistvu kontrolirati, kaj si dejansko skozi Layer gledal, ampak je pač Layer pokazal tisto, kar je bilo na tistih koordinatah in je bilo to. Ne? Ja. Mislim, obstajajo zdaj že trenutno pač čelade te gradbeniške zaščitne, kjer imajo že pač razširjeno resničnost zaslon spredi, ker pač tako so še specializirane naprave. Naprimer. Sicer so zelo drage trenutno še, pač ureda velikosti 20,000 evrov, ampak to bo po mojih pač kmalu postalo pač bolj dosegljivo. Ja, sej sam to, da je upravičen, zakaj je bilo takrat dejansko tako narejen. Enostavno te stvari, ki so dejansko zelo namenske, tako kot si ti omenil to čelado, enostavno to stane. Zdaj, ker je bil pa predpostavka, da bomo pa to naredili z prenosnimi napravami, s pametnimi telefoni in podobnimi zadevami, ki imajo te senzore noter vgrajene, se pravi, da to nič ne bi stalo, pa vsak to ima skozi pri sebi, je pa jasno cel kup enih takšnih problemov potem. Mislim, to pa zelo napreduje tudi, ne vem, kdaj je bil ta doktorat sicer, ampak pač po moje novi telefoni so precej bolj napredni, ko so bili že 3 leta nazaj. Tako da, mislim, da se da, tudi s današnjimi telefoni bi se dalo nekaj zelo sodobnega narediti. Kaj pa glede na tvojo preteklost v CGS-u, pa zdaj so znani, ko ga imaš glede VR-a pa ARR-a, a misliš, da so možne kakšne izboljšave, če gremo nazaj zdaj na BIM-e pa BIM programe pa tako naprej, da bi bilo v tej interakciji med človekom pa računalnikom možno kaj izboljšati z uporabo teh tehnologij, ali bomo še naprej omejeni zgolj na neko vizualizacije, ki jih potem lahko v VR uvozimo ali pa celo v AR ali kaj takega. Misliš, da so možne kakšne, vidiš ti kakšne potencialne pristope ali ne? Seveda. Pač že samo načrtovanje, tudi če bi ostalo enako kot je, recimo s tipkovnico in miško, ko imamo enkrat pač očala pri sebi, imamo pač 360-stopinjski pogled, smo mi dejansko v načrtu, ker pač lahko hitro pač opazimo, če kaj manjka ali pa če bi kaj dodali ali pa premaknili. To sem prepričan, da bi najdlo hitro aplikacije tudi v gradbeniško. Recimo za igrice poznam bolj, da pač VR igrice se že dela v VR, tako da ker če delaš od zunih, pač malo drugače je, kot če si ti že noter, pa tudi, dobro, same iz moje izkušnje s programiranjem so zelo narodne, če najprej nekaj delaš brez očal, pa si jih daš pa gor, pa sam nekaj malega je za popraviti, pa spet dol, pa še enkrat, pa tako da je veliko bolj enostavno. Mislim, trenutno bolj poznam tako recimo avtomobilsko ali pa motoindustrijo, ker to že pač s pridom uporabljajo, ker pač so nekako manjši objekti in trenutne pač zmožnosti, recimo room scale VR-a, kjer se dejansko lahko sprehajamo okrog in sledimo. Ker recimo, ne vem, če bi gradili avtocesto in se sprehajali po 3-kilometrskem odseku v pisarni, bi bilo malo hecno. Ampak recimo, če pa pač načrtuješ nek avto, pa se pač v dovolj veliki hali lahko sprehajaš okrog, pa pač vidiš kako to zgleda z neke strani, pa noter, pa zunaj. Tako da, to ja. Ampak mislim, da pač se da, če recimo neko hišo načrtuješ, pa tudi če v merilu se sprehajaš skozi, je dosti lažje pač, mislim, dosti lažje. Potencial ima, da bi se dalo hitreje in pač z manj napakami projektirati. Ampak pač verjetno bo potreben čas, da se pač temu privadimo.
V bistvu si toliko stvari naštel, pa, da imam že čisto zmešana glava. Od raznih scenarijev. To dejansko, ker jaz sam dejansko nisem zmeren, oziroma bom tako rekel, zmeraj manj sem prepričan, da cel kup teh napak, o katerih je zelo pogosto govora, izvira iz samega načrtovanja. No, ja, se je verjetno. Jaz zmeraj bolj imam občutek, da to sem dejansko malo razmišljal. Danes, ko sem okoli psa vozil, sem malo razmišljal, pa VR, pa zmeraj smo imeli predpostavko, da je to upeljati recimo v gradbeništvo, zato da se dejansko lahko izognemo tem napakam, ki so posledica načrtovanja, se pravi, si pozabil neko odprtino narediti, ali si je pa zamaknil, ali si pa ne vem, kable tako drugače spel, ampak sem prepričan, da večina teh napak pol na gradbišču nastane, ker se nekdo ne zna ali interpretirati, ali pa zavestno narediti tako po liniji najmanjšega odpora, ker mu je tako lažje. Tako da ne vem točno, ne. Mislim, če ko govorimo o tem, je mogoče dosti lažje se izogniti napakam, ki pride iz tega, ko naročnik reče, jaz sem mislil, da bo to drugače. Recimo. Ja, se strinjam. Ampak tudi argument, ko sem ga že prej sem razmišljal prej, pa to je pa v bistvu, te so pa bolj arhitekti, ne? Arhitekti imajo bolj te scenarije v bistvu. Gradbeniki bolj ali manj dobimo že, to mora stati, to mora biti varno in ne vem kaj še vse. Sej pač tako gradbeništvo in tem, jaz sem pač tudi malo pogledal, pač BIM, če ni že prva definicija bila v 70-ih, pa še nekako še kar ni to mainstream načrtovanje, pač recimo, da v 2000 se je nekako začelo. Pol pa pač počasi to gre naprej, sej bomo videli, kako bo, Mislim, da je to tudi bil eden od razlogov, da sem jaz nekako iz gradbeništva šel, ker sem nekako si mislil, to je, mislim, ne sam zaradi, verjetno je bolj tudi varnost, neki zdaj dela in zdaj to spreminjati, je škoda, pač izgubljati čas, tako je mnenje, se mi zdi, z učenjem novih tehnologij, ker v teh drugih pač tehnologijah, sploh teh neobstoječih, je pa zelo fleksibilno okolje. Če neki delaš 3 mesece, pa vidiš, da to ne gre nikamor, se zelo hitro prilagodimo. Ker je pa pač neka tradicija, neka varnost in trajnost zahtevana, pa mogoče je to problemno, pač z uvajanjem novih tehnologij v gradbeništvu, kakšne nove materiale ali pa tako naprej, to bi bilo zelo. To traja pač že takoj 30 let, preden je neki. Ja, še posebej, smo zgodovinsko gradbeništvo, recimo relativno tako počasi se razvijajoča industrija, ampak v bistvu si na koncu tudi vezan s cel kup predpisi, zakoni, uredbami, takšnimi in drugačnimi, tako da si kaj prodost, kakšnega velikega manevrskega prostora tako v bistvu ne moreš privoščiti. Ja. Mislim, sicer moje izkušnje na PNZ-ju so bile zelo pozitivne, tam se takrat že kar pač in Alplan in že počasi Revit preizkušal, ni nujno, da uporablja vsak dan, pa tudi sami so pač začeli nekaj razširjati. Ampak to je zelo težko pač nekoga, ki že 30 let dela po starem, upeljati na novo, pa tudi ko študentje pridejo, je tako malo težko kar nek novo orodje prijeti, ki ga še nisi videl. Tako da pol je kar nekaj pečenih korakov, kjer se bo to počasi uvedlo. Ja, ta krivulja učenja gradbeništva je tako precej, recimo, položna, pa obenem strma, če gre za novosti. Tako da pač mi imamo tudi probleme pač s haptiko, bom rekel, ker veliko ljudi sploh še ni niti preizkušilo navidezne resničnosti, čeprav je dostopna, že če si damo na mobitel ta čist enostaven Google Cardboard, pač prvi občutek, tako da vidimo, kakšna razlika je, če pogledam jaz neko 360-stopinjsko sliko, ne film,
s tem, kot gledati sam sliko pač v 2D na zaslonu. Že če bi to ljudje poskušali, bi recimo pol dojeli, da ta globina pa zvok okrog vsaj je zelo izboljša izkušnjo. Pa tudi spomine, če smo na neki zabavi posneli sliko ali pa na nekem sprehodu, ker smo dejansko pač v tem okolju, pa se lahko krog prosto vrtimo, kot pa če mi na zaslonu miško vrtimo pač sliko okrog 360 stopinj. Kar je sicer boljš kot stacionarna slika, ampak pač, vsakmu svoje. Ja, jaz mislim, Matevž, da moramo malo končati. Ja. Lahko sam še eno zadevo, zdaj ta ni nič z BIM-om povezana, pa nič v bistvu, ampak vse mogoče še delno skrivnost ali karkoli. Kako je na CES-u sploh biti? Najbrž to, ti nisi bil, ne? Ti si bil v Ljubljani, spremljal najbrž to skozi. Ja, jaz sem real time odpravljal hrošče. Tako da, je kar podvig, sploh, ker pač, če si tak kot startup, pa si pač precej tako, bom rekel, prestrašen, ko vsi ti veliki pridejo okrog, pa jih zanima, pa si misliš, zdaj nas bojo pa skopirali, pa je konc z nami, ne? Kar bi verjetno lahko naredili, ampak mislim, da imajo kar profesionalen odnos, pa tako so bolj zanimivi. Je pa pač res, vsaj kar so mi kolegi pač povedali, tudi če smo bili tam bolj kot za predstavitev pač naših izdelkov, je fascinantno pač videti vse druge tehnologije, ki so pač okrog nove. Od pač zabavne tehnologije do pač kar lahko pričakujemo v tem letu ven, od tehnologije. To je zelo velik dogodek. To sicer sem ene podcaste poslušal, so bili vsi veseli, da niso bili na CES-u, ne? V smislu, da je grozen poročati od tam, zato so bili vsi neki novinarji. Ker je rekel, da enostavno ne moreš vsega poročati oziroma si skozi na nove, pa se pričakuje, da še napišeš, ne vem, toliko in toliko tisoč besed za naslednjo izdajo in potem se to cel teden vrti in na konci koma totalno. Če si novinar, si predstavljam, da mora biti, ker že mi smo nekako želeli tako dobiti publikacij, pa verjetno moraš za novinarji tekati. Ja, seveda, ne. Jaz vem, da sem svoj čas, dokler sem bil dejansko študent, sem še ene parkrat bil na enih sejmih, tukaj so bili še na razstavišču, ne? So bili taki računalniški sejmi, pa je bil tudi IKPIR je imel svoj štand, pa tako, pa sem bil tam, ne. To je grozen, ne. To je grozen, tam moraš, ne vem, 12 ur, kakorkoli biti na nogah, v bistvu biti blazno vesel, 100 000 krat poveš ena in ista zadeva. Ja. To je posebna izkušnja, res. Načeloma so se malo menjali, tako da je se dalo malo okrog priti. Ampak je pa zanimivo, kot pa če ne taki, ker recimo ti pomembnejši igralci v tej tehnologiji, Oculus pa Apple pa tako naprej, ponavadi, ko oni pridejo kaj pogledati, pač imajo prednost, ni važno, kakva vrsta je. Pa je, da k nam so pa prišli pač 4 takih hkrati, pa se niso znali zmeniti, kdo bo prvi. To je samo, očitno ste bili zelo popularni, ne? Oziroma pač ste se znali predstaviti, super zadeva. Tako da upam, da bo ratal kaj tudi ena zanimiva anekdota tle je bila tudi, ko pač s temi zasloni na dotik, ko smo pač se akademsko ukvarjali s tem, je bilo smo imeli precej težav z enim ameriškim profesorjem, ki je skozi nekako naše članke zavračal, pa tako naprej, pa vsak se je podpisal z imenom, da je on reviewer, pa tako naprej. In zdaj, ko je prišel tem mim, pa nas je videl, pač je poskusil, pa bil zelo vesel, da pač mu ne hodimo več v zelje. Zanimivo. Pa nam je dal zelo pozitiven review, ko smo ga posneli. Super. Se pa smo videli, da pač on je bil tam z njegovimi zasloni. Sej, ne, to je zmeraj v zadju neki tasga, v bistvu, ne, če dobiš tak review. To je tako zelo majhen svet. Sploh v
takem, ko sem rekel, da je pač recimo 200 strokovnjakov na svetu, pa se vsi poznajo, ko dobiš pač review od članka. Ne more biti prodelač, ja, itak, ja. Tako da veš, kdo je bil. Da veš, kaj narediti v drugem primeru, ne? Ja. Ko dobiš ti kaj za revidirati. Ja, Okay. Samo on se nekako uspe izogniti naš. Ja, to moš pa urednika poznati, ne? Ja. Ok, Robi je rekel, da dajmo končati s tem nakladanjem. Se strinjam, da bi lahko. Zlatko, jaz bi že zdelati, se zagarantiral, da spet povabimo, da boš spet kaj povedal, ko boste kaj delali od tega. Ne, pa definitivno je pač dober med dejansko takole, si zraven pri koritu, kot bi si temu rekel, ne. S ta zadnjo tehnologijo vidiš, kaj se dejansko potrebuje oziroma kje je tisto zanimanje, ne. Jaz načeloma nisem nikoli povezal, ne bi direktno povezal tega nekih takšnih zaslonov z avtomobilsko industrijo in podobnimi stvarmi, ne. Ampak več kot očitno je, da je tako, ne, kot človek malo pomisli. Ja. Tako da, ok. Dajmo jeti v bistvu, kaj smo zdaj, kje smo? Aha, tle, priporočila imamo pol. Že tle smo. No, Zlatko, daj, povej, kaj si pripravil ti za danes. Jaz pač, glede na to, kot sem že prej začel, glede na to, da veliko ljudi sploh še tega ni poskusilo, na marskaterem sejmu se to da dobiti, pa tudi kje se da provati. Pa pač, kdo je kupoval nove Samsunge, je verjetno tako že dobil opcijo za Gear VR, ampak to so vse, recimo, malo dražje variante. Ampak, če bi kdo res pač poskusil čisto enostavno s svojim obstoječim Android ali pa Apple telefonom, si lahko pač ali sam sprinta ali pa naroči ta Google Cardboard in vstavi telefon noter in malo pogleda okrog 3D slike, če še tega niso provali. Pa obstajajo še druge možnosti, zdaj Google je izdal nov Daydream, ampak teh telefonov je še zelo malo, ko to podpira. Če pa ima kdo pač računalnik zadosti zmogljiv, pač si lahko tudi pač omisli Oculus ali pa ta HTC Vive, ali pa obstajajo tudi še druge pač možnosti, ali PlayStation VR ali pa Open Source VR. Tako da teh možnosti je veliko, zdaj pač investicija zna biti malo velika od začetka za enega uporabnika. Je pa svetujem, da se sledi temu, pa če so kakšni sejmi v bližini ali pa da kje to predstavljajo, da se vsaj poskusi, pa pač potem se da mnenje, kot da že vnaprej nek predsodek imamo, da to je pa nepotrebno. Zelo lepo sliko sem sicer videl, kako smo včasih, pač so nam starši pravili, da smo čist preblizu zaslona, ko smo bili 5 metrov od televizije, pa smo začeli sedeti zraven zaslona, se pa imamo zaslon že čist per očeh, no. Tako da, tako gre to naprej, pač. Poskušajte ta hardware, pa pol pač podajte mnenje in pač bomo hitro videli, da pač se da dodati in dotik in videti možnosti za aplikacije, ker glede na to, da ni uporabnikov še veliko, tudi aplikacij seveda ni, ker pač sami programerji in razvijalci iščejo niše, ki so mogoče v napačni smeri, uporabnik pa lahko dobijo, tako bi pa jaz lahko imel. Pa glede na to, da je to zelo mlada tehnologija, je veliko pač razvijalcev, ki bi verjetno vam razvili aplikacije za veselje. Super. Moram reči, da sem se zmeraj izogibal temu VR-ju, ampak bom enkrat nekaj naprintal, ne? Pa bom probal malo pogledati. Robi, kaj pa ti? Ja, jaz pa danes, glede na to, da sem vedel, da bomo imeli enega programerja kot gosta, naletel sem na eno novico, no. Obstaja eno odprto kodno orodje za vizualizacijo prek spletnih strani, ki se reče Beam Surfer. No, in pred kratkim je bil v ta Beam Surfer integriran en nov WebGL pogon, ki bi naj obljubljal tako, da je precej hiter, da je 3D vizualizacija res hitra, da se hitro izrisuje in vse to deluje prek WebGL-a, tako da
V zapiskih bo povezava, lahko si pogledate, lahko si preberete, če koga zanima, če bi kdo reci na programiru, tako kot Zlatko, ne. Zlatko namesto, da bo video pogledal, si bo reč na programiru. Tako. Mi ostali bomo pa še videli. Če koga zanima, zapiske ne pogleda. Zlatko bo Beam Surfer naredil, veste, pa umera, veš kaj. To ne da neki temelji na Beam Surferju. Ok. Super sem pogledal in izgleda zelo lepo, moram enkrat probati. V bistvu jaz sem pa tele praznične dni, ne, čez novo leto izkoristil za to, da sem prebral eno knjigo. Avtor je Tim Wu, The Attention Merchants. Skratka, knjiga je tako zelo zanimiva, ker povzema to reklamno industrijo od začetka pa do praktično tega dne, v bistvu knjiga je v letu 2016 išla, tako da je čisto nova. In jasno, noter so omenjeni in Google in Facebook in podobne zadeve, in kako je z industrijo raznih časopisov, kako se tam pojavljajo te reklame in jasno od televizije, radija naprej v zgodovini. Tako da zelo zanimivo, jaz sem bil kar fasciniran nad vsem tem, kaj ta industrija zmore, kako zmore prepričati ljudi, da nekaj kupo. Ok, tako da, če ne boste imeli kaj za početi, to je knjiga za prebrati. Je nič, pa smo pa že pri hitrih vprašanjih. Zlatko, veš, kako stvari grejo. Paziti moš na drugo vprašanje, da je BIM model, vse ostalo je opcijsko. Torej, prvo vprašanje, BIM programska oprema. Kaj sploh uporabljaš, oziroma najbrž, mogoče ta moment najbrž niti ne, ampak v zgodovini pa najbrž si kaj? Torej, pač razen nekaj armaturnih načrtov in cestnih objektov, tako naprej in sodelovanja. Pri projektiranju nekaj družinskih hiš so moje projektantske izkušnje sicer bolj kot ne akademsko obarvane, ampak če bi pač mogel izbrati, bi pač verjetno se za Revit odločil, pač zato, ker ga poznam. Ne bi pa rekel, ne morem pa reči, da ima kakšne prednosti nasproti drugim. Mi dva tudi najbrž ne moramo reči, ker ima kakšne prednosti, ampak ima vsak svoje preference. Bom jaz, da boš itak izgubil. Zlatko, zdaj drugo vprašanje, tako da se sprašujemo, kaj je BIM, ali to razumeš bolj kot model, ali bolj kot proces, ali mogoče kaj 3., 4., 5., kaj praviš, kaj je BIM zate? Ja, pač in A in B, ampak kakor ga jaz uporabljam, bom rekel model, ni treba nič več pojasnjevati naprej, bom jaz napisal model. Zdaj pa pojasniti. Ampak pač zaradi tega, ker pač nisem še nikoli objekta ali pa nekega sprojektiranega izdelka spremljal celo življenje. Če pa gledam pač na informacijski model, bi pa lahko bil tudi proces, pač, ki nam pomaga pač recimo nadzorovati objekt skozi celo življenjsko dobo. Pač kot gradbenika bom rekel, da bi opredelil kot model. Zlatko, moram reči, da sem razočaran. Če po drugi strani te pa čisto razumem, glede na to, da se ukvarja z VR-om, zdaj pa to itak rabiš model. Ne, to dejansko ta BIM je, iz kjerkoli strani pogledaš, to pač pomeni. Ne? Zdaj si predstavljam, da če se nekdo z VR-om ali pa AR-om ukvarja, to za njega model, v bistvu zato, ker pač trabaš nekaj, ki boš ti pokazal, ne cel proces v bistvu od začetka do konca. Ne? Mislim, da si polepšal, Matevž, cel teden. Zdaj bom shičen lahko napisal v povzetke v bistvu tam, ko bo podcast objavljen, da pa Zlatko ve točno, kaj je BIM. Malo heca. Skratka, zadnje vprašanje še spet tale OpenBIM, oziroma bom tako, mogoče tle, bom vprašal sigurno tudi za OpenBIM, ampak nasplošno tudi pri razvoju, s katerim se ukvarjaš,
oziroma ukvarjate kot startup, koliko so te standardi pomembni? Ali je dobro razvijati nekaj svojega, pa to pol prodajati? Kar je zelo, kar imam jaz problem z Open, je vzdrževanje in dokumentacija. Tako da to pove veliko dost. Če imaš veliko časa, je zelo dober imeti Open, ker pač vse lahko prilagodiš svojim potrebam, kar je pa pač nekako closed, pa ima ponavadi zelo dobro dokumentacijo, ampak je precej omejeno. Zdaj, odvisno, kaj počneš. Tako da verjetno ena zelo dobro dokumentirana OpenBIM bi bilo idealno. V redu, bom sicer napisal s pripisom, da pač treba paziti na dokumentacijo. Ne? Tako. Ja, pač, ampak to velja za karkoli open source. Ja, se verjamem. Skratka, open vse lepo in prav, dokler ne ugotoviš, da nekaj ne dela. Ne? Ja, in pol pač si rečeš, mar bi začel vse sam za začetka. Točno to. Robi, še kaj za dodati? Ne, jaz sem še vedno šokiran od druga vprašanja in odgovora. Lepo. Ne, vse se hecam, ampak je pa zelo zanimiv res, ker so tvoji odgovori res čist programerski, tako da si sorodna duša. Ja, se to pa pravim, Zlatko. Ker smo že v zaključku, bom že naprej pa vzel, da upamo, da si bo spet taj čas vzel, da se oglasiš v tele vdaji. Da bomo še kakšno programersko rekli, mogoče bolj programersko kot pa bimovsko. Mogoče tudi zato, da bom jaz imel neko gradivo za študente, v smislu, poglejte, ta je pa uspel s tem, da je programiral, pa je gradbenik po poklicu, po izobrazbi. Ja, pomembno je imeti pač software inženirja, ki pač niso samo programerji. To je podobno, kot se učiti jezika. Sej znaš jezik, ampak drugega pa ne, lahko si prevajalec. Če pa pač imaš neko stroko in znaš tudi jezik, je to zelo velik vred. Definitivno je v bistvu to, da imaš neka dodatna znanja okoli tiste izobrazbe klasične, ki si jo pridobiš, vse pomaga v bistvu. No? To je. V redu, Zlatko, smo pri koncu. Povej, kje te poslušalci lahko dobijo oziroma najdejo. Lahko sledijo Twitterju na GoTouchVRC, če bi radi v slovenščini videli kako novico, ali pa na GoTouchVR na strani GoTouchVR. Če pa ima kdo kako pač direktno vprašanje, pa lahko tudi na e-mail na zlatko@gotouchvr pošlje, pa gotouchvr.com in pač bom poskusil odgovoriti, no, če bi pa kdo rad na kak način prispeval, pa kako idejo ima, kje bi se lahko VR uporabil ali pa AR v gradbeništvu, kjer še ne obstaja, pa tudi sprejemamo ideje. No, mene lahko poslušalci še vedno najdejo na robert@klinc.net, ali pa me poiščejo na Twitterju, ali pa me poiščejo na Googlu, ali pa kjerkoli. Še enkrat sem vsak Robert Klinc razen tisti, ki je gozdar. Ko te Google, boste videli, kaj mislim s tem. No, evo, bom takoj, ko končamo, bom šel pogooglati, da bom videl. Skratka, me je še zmeraj najlažje, ker na matevždolenc.com. Še celo dodal sem direkten link na BIM pogovore, tam od zgoraj v ono vrstica, tako da še malo take cross-linkov. Sicer za pa BIM pogovori še vedno na spletu, Facebooku in Twitterju. Bil sem presenečen, da je bil kar nekaj ogledov in nekaj lajkov Facebook strani BIM pogovora, tako da je veselo klikati na tiste gumbe, ki ima prst gor. Smo pri koncu. Zlatko, še enkrat najlepša hvala za tale pogovor. Mislim, da smo odprli in tudi pojasnili določene stvari za poslušalce. Ja, hvala za povabilo. Malenkost. Ja, jaz tudi se ti zahvaljujem, pa srečno pot nazaj na delo, ali koliko.
Ja, tako je. No, Zlatko, Robi, adijo. Adijo.